Zdaj pa na naš ljubi državni simbol zastavo. V zadnjem času je prišlo do velikih nesoglasij glede njenega prikazovanja in uporabe. Zato je čas, da za tole mizo povabim strokovnjaka za politično korektnost, ki nam bo osvetlil to sporno temo. V studiu pozdravljam našega liberalnega dopisnika, človeka, ki je užaljen že, če se pogleda v ogledalo, gospoda Jerneja Celca. Super je biti nazaj v tem epicentru politične nekorektnosti. Hvala lepa, se trudimo, gospod Celec. Dajte povedati, kaj se dogaja s slovensko zastavo? Zakaj je kar naenkrat toliko afer okoli tega? Če dovolite, spoštovani gospod Goler, da vam na hitro pojasnim. V bistvu je prišlo do tega, da so nekateri ljudje začeli našo državno zastavo uporabljati v osebno korist. Kar je nepredstavljivo. To je, kot če bi nekdo začel našo državno premoženje si nakazovati na osebni račun. Nepredstavljivo. Res si ne morem tega predstavljati, da se to res tako zgodilo. Istrabez. Tež. Tam suh zrak imate. Tudi mene je nekaj razdražilo, ampak če se vrnemo k zastavi, lahko razložite slovenskemu ljudstvu, kaj se dogaja z njo? Seveda. Prišlo je do tega, da je slovenska zastava, ki bi morala biti simbol vseh nas kot Slovencev, kar naenkrat postala simbol samo določene skupine ljudi. Dejansko je prišlo do tega, da gledamo otvoritev olimpijskih iger in si mislimo, glejo, Vesna Fabjan je tudi za Janšo. Glejte jo, kako maha zastava, Ko smo gledali Fabjanovo, nismo vedeli, a maha zastavo zato, da se jo vidi, ali zato, da odžene v stran druge narode. No, čeprav so bile polemike tudi glede tega, kdo naj sploh nosi slovensko zastavo na olimpijskih igrah. Ker prva izbira je bil Jakov Fak, ki je... Ki je kaj? Ki je srebrni olimpijec, ki je vzor mladim športnikom, ki je... Ste to želeli reči? Ne, hotel sem reči, da je ljudi zmotil, da je nosil že zastavo Republike Hrvaške. Kdo pa še ni nosil za hrvaške zastave, Mislim, vsakemu od nas se je že zgodilo, da smo bili pijani na Pago in je pač tam ležala hrvaška zastava in če si bil nag, si vzel zastavo in si se... Ne, gospod Celec, čakajte malo, da ne boste kaj preveč povedal. Mislil sem, da je nosil hrvaško zastavo na olimpijskih igrah, To je ljudi zmotil. Malo sem se zmedel. Da, nekateri ste bili za to, da Jakov Fak nosi slovensko zastavo, nekateri ste bili proti. In Jakov Fak se je na to liberalno umaknil. Zato bi bilo najbolj pošteno od nas, da se mu na naslednjih olimpijskih igrah oddolžimo. No, in mu pustimo, da on nosi slovensko zastavo. Ne, niti slučajno, gospod Godler. S tem bojo ljudje spet užaljeni. Najbolj liberalna rešitev, s katero noben ne bo užaljen, je, da na naslednjih olimpijskih igrah Jakov Fak nosi zastave vseh držav udeleženk. Predstavljajte si, otvoritev se začne, Jakov Fak prinese zastavo Albanije, naredi en krog z njihovo reprezentanco, nato teče nazaj na začetek, vzame zastavo Andore, spet naredi krog in to ponovi še 91-krat, dokler ne dobi zastave Uzbekistana. In če boste rekli, a bo on to zmogel, a ni to malo prenaporno za enega človeka? Jakov Fak preteče 20 km na smučeh in s puško na hrbtu. Mislim, da bo zmogel teh par krogov v trenirki. Zmeren, odlična ideja. Zanimivo glede, a ste opazili, da smo naredili cel segment o Jakovu Faku, brez da bi enkrat uporabljali tisto znucano foro na fak. Fak, pa res? Fak! No, torej, glede olimpijskih iger smo zdaj zmenjeni. Kakšna pa je primerna uporaba državnih simbolov v drugih situacijah? Me veseli, da ste me vprašali. Ker je glede tega v zadnjih mesecih bilo veliko polemik in so ljudje zmedeni, sem vam pripravil pravilnik primerne uporabe državnih simbolov v osebno korist. Mi dovolite? Izvolite. Hvala. Pa začnimo. Tole je slovenska zastava. Popolnoma primerno je, da z njo veselo mahate, če se nahajate pred športnim stadionom. Ne pa, če se nahajate pred vrhovnim sodiščem. Zastavo lahko brez oklevanja uporabite tudi kot del umetniškega eksperimenta. Vendar dajte takrat za foro raje uporabiti slovaško zastavo. Pa da vidimo, koliko ljudi bo opazilo razliko. Državne simbole lahko nosite tudi na glavi, če ste navijač na tribuni, ki gleda tekmo. Ne pa, če ste dejanski igralec na tekmi.
ker deluje patetično. Še posebej, če tekmo na koncu izgubite in se državne barve topijo v vaših solzah. Pa se dotaknemo še drugih oblik izražanja. Pustne kostume lahko pri nas brez problema nosite, če ste del pustnega karnevala. Ne pa, če imate govor na političnem kongresu. Lahko pa ta isti kostum nosite, če prodajate bagete na ulicah Pariza tekom francoske revolucije. Pri nas tudi ni dovoljeno beračenje, še posebej ne zunaj pred verskimi objekti. Če ne želite biti kaznovani, počnite to raje znotraj verskega objekta, kjer je to popolnoma legalno in neobdavčeno. Za konec pa še nasvet pred prihajajočimi velikonočnimi prazniki. Če boste preveč popili, nikar ne sedite za volan in se pijani ne vozite po mestu. Še posebej ne, če ste župan tega mesta. In še zadnje, tekom praznikov lahko moški brez oklevanja vpraša žensko, če ji lahko pokaže svoja jajčka. Tega pa ne sme storiti, če se nahajata na razgovoru za službo in je velika noč že zdavnaj mimo. Pa vesele praznike vsem skupaj! To je bil mali vodnik po domoljubju. Najlepša hvala našemu korespondentu. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!